veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, Na svet za boljši svet. s pravljico v ušesih, gremo na potep. Živjo! Hello! Šinare, Dobar dan. wow, Jošt, kako lep pulover imaš. Kje si ga pa dobil? Sam sem si ga spletel. Kaj? Nisem vedel, da znaš plesti. Moja babica je res dobra v tem, jaz se še učim. Ona me je naučila vsega, kar znam. Wow, bravo, babi! Jaz sem pa danes ravno posadila čebulo. Kaj? Šele zdaj? A ni tako, da rastline sadimo spomladi? Nekatere ja, nekaterih pa ne. Moj dedek mi je enkrat vse lepo razložil. Pa ne samo tega, kdaj sadimo ali sejemo kakšno rastlino, ampak tudi to, katere rastline lahko rastejo skupaj, katero je najboljše naravno gnojilo in koliko dni mora biti krompir v zemlji, preden ga poberemo. Wow, dedek, kako vse to ve? Ja, takšne ljudske modrosti so včasih krožile od ust do ust. Znanje pa so starejši predajali mlajšim. Ko smo že ravno v prejšnji oddaji govorili o znanju. Zakaj pa niso pogledali na internet? A ne bi bilo hitreje? Tega pa takrat še ni bilo. Niti računalnikov, pa tudi telefonov je bilo bolj malo. O takšnih in podobnih rečeh bomo govorili danes. Tema tokratne oddaje je namreč čas naših dedkov in babic. In čas njihovih staršev, torej naših pradedkov in prababic. Preden začnemo, pa poskrbi, da te ne bo nič zmotilo. Da si udobno nameščena ali nameščen. In dobro pobožaj svoje ušesa, da ti ne bo všel noben šum. Preden pa se lotimo zgodb iz daljne preteklosti, pa poglejmo še tiste, ki so se zgodile pred kratkim. Drage ptice, kaj bo dobrega? Novice. Pozdravljeni v novicah. Kaj bomo pa danes novega izvedeli? Najprej nam bo to razkrila Urana Maksimiljana. Pozdravljeni, pozdravljene. Veste, tole je bilo pa tudi zame novo. Namreč kar malo užaljena sem bila, ko sem izvedela, da obstaja teden otroka. Tedna ptic pa ni. Joj! No, ampak morda pa sama kdaj ustanovim ne teden, temveč mesec, celo leto ptic. Če pa se vrnem na teden otroka, pa naj povem, da se je v tem tednu počelo marsikaj, a najlepše mi je bilo, ko sem opazovala babice in dedke, ki so se družili. Na osnovni šoli, zraven katere imam svoje domovanje, so tako priredili turnir v nogometu, kjer so skupaj igrali stari in mladi, stare in mlade. Spet na drugi šoli so imeli jesenski sejem, kjer so babice pripravile delavnico pletenja. Na sosednji šoli pa je bilo prav poučno. Starejši so mlajše učili, kako pravilno prečkati cesto in hoditi po pločniku. In izvedela sem tudi, da moramo biti v tem tednu v prometu še bolj previdni, saj so najmlajši ljudje najbolj ranljivi. Jaz sicer mislim, da je treba biti v prometu previden prav vsako uro, dan ali teden v letu. Pa vendar, pojdimo raje na še eno aktualnejšo novico. V Afriki živijo čudoviti sloni, ki so jih ljudje pred časom začeli brezmejno loviti. To je povzročilo, da se je število slonov precej zmanjšalo. Lov so prepovedali in uvedli še nekatere druge ukrepe, zaradi katerih število slonov vztrajno narašča. Število je po zadnjih podatkih naraslo že za 12%. Nasvidenje! Hvala, Urana Maksimiljana. Sedaj pa kar vprašajmo Galeba Golobiča. Kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh? Pozdravljeni in upam, da me slišite, saj sem ravno zataknjen v dežno-vetrovnem viharju in bojim se, da nas v prihodnjih dneh čaka malo več dežja, vetra in predvsem nižje temperature.
Jesen je že dobro zakorakala med nas in pobarvala gozdove v rumeno, oranžno, rdečo in rjavo barvo. In ko se odpravljate ven, ne pozabite, da vam že prav pridejo spodnja majica in morda kakšna plast oblek več. No, ravno v čebulo se še ne oblecite, ampak kapa na glavi, medtem ko nam pihlja okoli ušes, ne more škoditi. Vam pa priporočam, da se vsaj enkrat tedensko odpravite v gozd in naberete kakšne jesenske plodove. Kostanj in gobe že čakajo na vas. A ne pozabite, pojdite skupaj z odraslo osebo, ki plodove pozna in ve, kaj je pametno nabirati in kaj pustiti pri miru. In še to, vedno pustite tudi kaj za nas, živali. Pa srečno! Kako piha! Sedaj gremo pa v preteklost. Prav od tam se nam oglaša kdo drug kot Dodo. Pozdravljeni iz pradavnine, natančneje z otoka Mauricius. Pred kratkim me je iz prihodnosti klical moj sorodnik Galeb Golobič in mi povedal, da sem junak marsikaterih domišljijskih zgodb vaših dni. Bojda me najdete v filmu Ledena doba. Kaj je film, v bistvu ne vem, močno upam, da kaj za jest. In v knjigi, to pa vem, kaj je, ker imamo mi kamnite zapise, Alica v čudežni deželi. In celo na grbu Republike Mauricius sem glavna zvezda. Wow! Veseli me, da nas tudi v prihodnosti poznate, ker me malo skrbi. Vedno manj nas je in vedno več mojih prijateljev nenadoma izgine. In to zdaj, ko k nam prihaja vedno več novih in novih živali. Ne vem, zakaj ne moremo vsi skupaj živeti kot prijatelji in prijateljice in se drug od drugega česa naučiti. In držim pesti, da v prihodnosti ne pozabite, da je raznolikost lahko le v prid in nikoli v breme. Popolnoma se strinjam s tabo, Dodo. Tudi tukaj, v prihodnosti, nas raznolikost bogati. Na slišanje! Ej, piše, da bo zdaj gost. Ne, gost. Ja, gost. Dobrodošli. Danes bomo v učnem kotičku gostili Joštovega dedka, ki je na svetu že 87 let. Pozdravljeni, ime mi je Rajko, rojen sem bil leta 1934, od takrat pa do danes se je na svetu spremenilo veliko stvari, tako da ne moreš verjeti, če nisi tega doživel sam. Takrat ni bilo ne prevoznih sredstev, avtomobilov skoraj da ni bilo, šele po drugi svetovni vojni se pojavila motorna kolesa in avtomobili, pa tovornjaki. Spremenile pa so se tudi naloge v družini. Karkoli je bilo treba, nas je bilo več otrok v družini in smo morali mami in očetu pomagati pri gospodinjstvu in gospodarskih delih. Pasel sem živino, delali smo vse, kar je bilo potrebno, smo morali ročno drva žagati, krompir pobirati, plet, seno sušil, grabil, tlačilna podstreha, vse, kar je bilo potrebno. Včasih so pa tudi kaj ušpičili. Pot v šolo je bila veliko krajša kot po domov. Na bližnje strehe, kdo bo del kamen vrgel, in nas je lastnik zalotil, pa nam torbe pobral. Pa je pa mogla mama priti po torba k lastniku in je bil rom-pom-pom v hiši, pa nikoli več se nekaj takega zgodilo. Povedal pa nam je tudi nekaj o igrah, ki so se jih igrali. Igrali smo se pa med dvema ognjama, pa marjanca smo zbivali, balinali smo,
Pol smo imeli ene take, smo rekli, nebeškalca, tu smo imeli ena taka palčka za izrastki, potem smo pa ena krajši, 10 cm dolga, betonka palčka prerezali čez pol, pa smo tisto metali v zrak, pa kukor se je obrnil. Če si bile v obe z ljubjem gor, si mogel pa tisti nebeškalci si šel dol, če so bile pa drugač, si šel pa gor. Če je bilo pa 1-1, si pa počival. Zmagal je pa tisti, kjer je najvišji prišel. Kako pa je bilo kaj v šoli? V začetku, ko smo začeli hoditi v šolo, smo imeli taka tablica, ene 30 cm dolga, pa ne 20 široka, pa grifelc, to je bil tak pisal, ko si na tisto tablico pisal, kaj je bilo polhan, si pa zbrisal, pa spet ni bilo nič. Potem so šele prišle knjige ven pa zvezki, tako da še dobro, da smo se kaj naučili, kakor je bilo vse skupaj slabo. V šoli sem pa naraj zemljepis po zgodovino, pa računati, kar je osnovno, tiste ulomke, pa tiste oklepaje, pa tisto pa mi je ni šlo. Hvala lepa za vse zgodbe, gospod Rajko. Pa še kdaj se oglasite? Za boljši svet. Joj, babi, kako lepo diši. Kaj pa kuhaš? Bučno juho. Poglej, kakšne lepe barve je, zraven bodo pa še palačinke. Oh, wow, komaj čakam. Kdaj pa bodo? Zelo sem že lačna. Juha se mora še nekaj časa kuhati, potem pa se lotim priprave mase za palačinke. Kakšno urico bo še trajalo? 1 uro, a prej ne gre? No, če mi pomagaš, bo gotovo šlo hitreje. Z veseljem. Kaj pa potrebujeva za palačinke? 1 jajce, Tule je. moko in mleko. Aha, prinesem. Izvoli. Zdaj pa dodaj še ščepec soli. Takole. Super, prav dobra ekipa sva. Lahko bi mi večkrat takole pomagala. Res bi lahko. Veš, palačinke po tvojem receptu so vedno najboljše. Ne povej tega mamici, ampak njene so vedno preslane. Ne bom, brez skrbi. Ja, veliko izkušenj imam. Si moreš misliti, da sem palačinke morda naredila že 1000-krat v življenju. Enkrat sem jih pekla v dežju za 50 ljudi. Res? Tebi se je zgodilo že toliko zanimivih stvari, babi. Mnogo let prinese tudi mnogo izkušenj. Če vprašaš ljudi mojih let, ti bodo to gotovo potrdili. Vsak ima na zalogi kakšno dogodivščino. Okrog bloka se vsak dan sama sprehaja ena gospa, s katero si vedno pomahava. Pogovarjali se pa še nisva. Misliš, da lahko kar se začnem z njo pogovarjati? Seveda lahko, gotovo bo vesela. Za začetek se ji lahko predstaviš in jo vprašaš, kako je. Lahko že danes, pa še kakšno palačinko ji nesi. Bom takoj, ko se najeva. Veš, tale najina druženja so vedno tako prijetna in koristna. Ti se kaj novega naučiš, mene pa tvoja zagnanost vedno malce pomladi. Kot da imam vsaj 10 let manj. Tudi meni je vedno zelo fino. Izvoli prvo palačinko.
tudi ti, draga poslušalka, dragi poslušalec, lahko že jutri pozdraviš starejše sosede. Vprašaj jih, kako poteka njihov dan, kaj radi jejo ali katera je njihova najljubša žival. Karkoli želiš, včasih je dovolj že to, da se malo pogovarjamo. Poskusi in vsem polepšaj dan. Pravljica. Po današnjo pravljico smo odpotovali v Lužico. Pa ne mislim na tisto, o katero radi skačemo v škornjih. Lužica je tudi pokrajina med Nemčijo in Poljsko, kjer živi manjšina lužiških Srbov. Med seboj se pogovarjajo v lužiščini, jeziku, ki je poleg slovenščine edini v Evropi, ki še uporablja dvojino. V lužiščini pa si med seboj pripovedujejo tudi zanimive zgodbe. Ena takšnih ima naslov Leteča ladja. Govori pa o tem, kako je dobro prisluhniti starčkom. Marsikaj nas lahko naučijo. Nek kralj je nekoč razglasil, da bo svoje kraljestvo zapustil tistemu, ki bo stesal čudežno ladjo. Takšno, ki bo plula po morju, vozila po zemlji in letela po zraku. Za kraljev razglas so slišali 3 bratje. 2 od njih sta bila zelo pametna, svojega najmlajšega brata pa sta imela za bedačka. Na skrivaj sta odhitela izdelovati ladjo, da ima brat ne bi bil na poto. Medtem ko sta sekala drevesa za ladjin trup, je k njima pristopil slaboten starček. Gospodiča, bi vaju lahko prosil za ščepec tobaka? Ne moti naju na delu, starec, ne vidiš, da delava. Izgini. Starček se je obrnil in jima odhajajoč rekel: Le hitita, le trudita se, a naredila bosta svinjsko korito in ne leteče ladje. In res se je tako zgodilo. Medtem se je njun brat odločil, da bo tudi on poskusil srečo in stesal ladjo. Sekal je drevesa in jih strugal. Tudi k njemu je prišel slabotni starček in se usedel na štor. Najmlajši sin ga je pozdravil in rekel: Dragi dedek, dolgo že živiš in mnogo veš. Prosim, svetuj mi, kako naj stešem tako ladjo, ki bo plula po vodi, vozila po suhem in letela po zraku. Samo eno velja. Delaj, delaj. Delo te bo naučilo. Kdo ve, mogoče boš stesal čudežno ladjo. Kot je starček rekel, tako se je zgodilo. Najmlajši sin je delal in stesal čudežno ladjo. Ni je še do kraja zdrgnil, glej, spet je k njemu prišel starček. No, poglej, ladja je narejena in ko boš na njej poletel k kralju, vzemi s seboj vsakogar, ki ga boš srečal na poti. Tudi jaz se bom peljal s teboj na čudežni ladji. Najmlajši brat in starček sta sedla na krov čudežne ladje, ki se je dvignila pod oblake in ju ponesla proti kraljevskemu dvoru. Pod ladjo sta zagledala starčka, ki je ležal na bregu in pil vodo iz jezera, a se je ni mogel napiti. Vzela sta žejnega reveža na krov čudežne ladje. Nato sta na cesti pod seboj zagledala drugega starčka. Čeprav je sonce na vso moč pripekalo, se je zavijal v star ovčji kožuh in na ves glas kričal: Joj, kako me zebe! Joj, kako me zebe! Tudi tega zmrzlega starčka sta vkrcala na čudežno ladjo. Med letom so zagledali na cesti pod seboj tretjega starčka. Sedel je na robu ceste, jedel samega sebe in kričal: Joj, kako sem lačen. Tudi tega starčka so vzeli s seboj na čudežno ladjo in kmalu so pristali na kraljevskem dvoru.
Kralj je stal pri oknu in zagledal 4 starčke in najmlajšega sina. Ne, takemu bedačku ni hotel predati kraljestva. Želel se ga iznebiti, zato mu je zadal nemogočo nalogo. Najti boš moral takega človeka, ki bo v eni noči pojedel 12 hlebcev kruha in 12 pečenih volov, in še drugega človeka, ki bo v eni noči popil 12 sodov vina, in še tretjega, ki bo vso noč presedel v razbeljeni peči in ne bo zgorel. Če se ti bo to posrečilo, ti dam svoje kraljestvo. Bedaček je šel na čudežno ladjo k svojim starčkom. Povedal jim je, kaj zahteva kralj. In zasmejali so se na ves glas. Naj kralj kar priskrbi kruh, pečenko, vino in razbeljeno peč. Do večera so kraljevi služabniki napekli kruha in pečenk in privalili 12 sodov vina in zakurili peč, da je bila čisto razbeljena. Prvi sestradani starček je pojedel 12 hlebcev kruha in 12 pečenih volov. Drugi, žejni starček, je popil 12 sodov vina, tretji pa je sedel v razbeljeni peči in tožil, kako ga zebe. Joj, kako me zebe! Joj, kako me zebe! Zjutraj je prišel kralj in je, kar je, moral dati najmlajšemu bratu svojo krono. Si tudi ti kdaj svoje stare starše prosila ali prosil za kakšen nasvet? Kaj so ti povedali? Zagotovo kakšen dober nasvet, a ne? Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Vi se schedu! Doviđenja! Zajđen! Naslišanje! Pa smo prižurili do konca še ene oddaje. Prižurali? Ne, prižurili. To pomeni, da smo prihiteli do konca, a ne Teja? Ja, A kdo ugane, kaj pomeni tole? Na Vigret gartrože oblečejo najprelestnejše gvante. A to je nekaj po madžarsko? Ne, no, Jošt. Zdi se mi, da to pomeni, da spomladi vrtnice oblečejo najlepše obleke. Odlično! Pa zakaj vas jaz nič ne razumem? Nikar ne ve, kaj jošt. Prav kumerno zgledaš. A si pil jesih? Pa kaj se dogaja? Kdaj ste se zmenili za nov jezik? Pa hecamo te, jošt. To so vse stare slovenske besede. So kar zabavne, moraš priznati. Ja, se so res. A mislite, da so jih govorili tudi naši dedki in babice? Možno. Jih bomo morali vprašati. Ampak kdaj drugič? Danes nam je zmanjkalo časa. Bi kdo koga pozdravil? Ja, jaz bi pozdravila soseda Mateja, ki je šele prejšnji teden prišel na naš svet. Dobrodošel na naši ulici. To me je spomnilo, da bi tudi jaz rad pozdravil novorojenčka. Pozdravljen na svetu, Ruj. Benjaminu pa bi rad zaželel vse najboljše za prvi rojstni dan. Če bi tudi ti komu rad rekel ali rekla živjo preko naših radijskih valov, nam lahko pišeš na elektronski naslov oro.oddaja@gmail.com. In ne pozabi se na oddajo naročiti na podcasterskih platformah Spotify, Apple Podcasts, Google Play in Anchor ali pa na Facebooku in YouTubu. Do naslednjič pa pite čim več čajčkov in zaužijte čim več vitaminov. Govorili bomo namreč o zdravju. Adijo! 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 Ej, a smo slučajno pozabili povedati, kdaj bo naslednja oddaja? Pa ne spet. Mogoče lahko nekam napišemo, da bomo z njimi spet 28. novembra. 28. novembra? 28. novembra. Na dan finske neodvisnosti. Na rojstni dan Slavka Ivančiča. Na zadnjo novembrsko nedeljo.